Spoštovane gospe, cenjeni gospodje, drage sodržavljanke in sodržavljani, dovolite, da začnem z jasnim vprašanjem. Zakaj smo se odločili za organizacijo tega in drugih zborov za vrednote? Zato, ker je glavni problem slovenske družbe moralni. Zato za izboljšavo razmer v Sloveniji ne bodo zadostovali samo sistemski ukrepi, ki so sicer tudi potrebni in dobrodošli, ampak so potrebni moralni ljudje, ti pa so v Sloveniji premalo družbeno dejavni. Brez dejavnih moralnih ljudi ne more delovati noben sistem, tudi demokracija ne, pa če stvari na papirju izgledajo še tako obetajoče. Slovenska družba je premalo demokratična. Vzroki za to so različni, eden glavnih pa je, da je v naši družbi sicer prišlo do formalne spremembe ureditve, vendar pa le te ni spremljala ustrezna moralna preobrazba oziroma zamenjava naravni navad in dejanskih vrednot. Moralni problem je še posebno pereč zato, ker so v slovenski družbi na odločilnih položajih moči ljudje, ki so sicer po potrebi pripravljeni spremeniti videz, njihova morala in čut pa ostajata isti. Ti ljudje se nahajajo povsod, od vrhov gospodarstva, javnih občil, preko znanosti in seveda vseh vejah oblasti, parlamentu, vladi in pravosodju. V Sloveniji je ogromna moč zbrana v rokah skrajno nemoralnih ljudi. To nas mora skrbeti, saj tako stanje ogroža temelje naše civilizacije, ki jo moramo ohraniti. Ta civilizacija raste iz krščanskih vrednot. Seveda nas z najvišjih inštanc prepričujejo, da je v Sloveniji, kar se morale tiče, vse v najlepšem redu. Spremembe so potrebne na drugih področjih, na gospodarskem in morda na državno-upravnim, kar se morale tiče, pa je to odveč oziroma ni smiselno. Kakor da bi bilo gospodarstvo in dobro delovanje države neodvisno od moralnega stanja v družbi in od moralne kakovosti tistih, ki delujejo in odločajo v gospodarstvu, politiki in pravosodju. Res pa je prav nasprotno. Moralne osebe so temelj zdrave družbe na vseh njenih področjih. Vendar pa nekatera v teh področjih, na primer tržno gospodarstvo, sama ne ustvarjajo moralnih navad in vrednot, ampak jih je v njih treba vnesti in to preko konkretnih moralnih oseb. Govorjenje, da morala ni pomembna, da je v moralnem pogledu v Sloveniji vse v redu, da se po politični poti tu ne da nič storiti in tako dalje, je slepilo in zavajajoča ideologija, ki je voda na mlin tistim lobijem in mrežam, ki brezobzirno in z brezmejnim pohlepom trgajo telo slovenskega naravnega, materialnega, kulturnega in duhovnega bogatstva in slovensko družbo potiskajo na pot splošnega opustošenja. Ljudem s krščanskimi vrednotami pa nam je jasno, v kako globoki moralni krizi smo se znašli kot družba, gledano v celoti, in kako pogubna je nemoralnost tistih, ki jo molzejo. Zato kot odgovorni državljani in domoljubi ne smemo stati križem rok, ampak se moramo vsak po svojih močeh angažirati, da se to stanje spremeni. Ni res, da se ne da nič spremeniti. Zaenkrat, če imamo to zmožnost in možnost, sicer se ne nazadnje danes ne bi tukaj zbrali. Prvo pomembno dejanje, ki je sedaj pred nami, je udeležba na volitvah. Ne pozabimo, da je odgovorna udeležba na volitvah sestavni del življenja vsake osebe, ki je mar za demokracijo. Koga boste volili, je seveda stvar vsakega posameznika. Pozivam pa vas, da pri svoji odločitvi temeljito premislite, katera od strank izkazuje zavest, da je temeljni problem slovenske družbe moralni in kakšna je njena moralna podlaga.
Samo politična sila, ki se zaveza teže moralnega problema in ki je pravilno moralno usmerjena, samo tista bo lahko spremenila razmere v naši državi na bolje. Brez prave vrednotne podstati noben politični osebek ne more obstati kot pozitiven delovalec, ampak ga lastni pohlep in drugi interesi premetavajo kot štofalc na vodi. Trdnost in doslednost lahko človeku in strankam da samo moralno oblikovanost in zavezanost. Brez te ne pomaga nobena strokovna in tehnična izurjenost. Kakšna korist je od izvrstno strokovno podkovanega pravnika, ki ni pošten? Kakšna korist je od pametnega poslanca, ki ni vrednotno trden? Samo osebki, ki so ustrezno moralno preobraženi in oblikovani, bodo lahko zares prispevali tudi k premostitvi razdeljenosti v naši družbi, ki si je vsi tako želimo, saj nas strašna polariziranost uvira in nam greni življenje na vseh področjih. Brez moralne spremembe ljudi na vrhovnih položajih Sloveniji ne bo prišlo do prave pomiritve. Za dejansko spravo je potrebno, da si je ljudje res želijo. To pa je mogoče le, če živijo v resnici, ne v laži in če je njihov pogled pravičen ter moralno pravi. Z vidika demokratizacije v Sloveniji nismo dosegli potrebnega napredka, še več. V zadnjem času smo začeli v tem pogledom vidno nazadovati, kar so zaznale tudi tuje ustanove, ki se strokovno ukvarjajo z njenim merjenjem. Gledano z očmi družboslovja sta glavna negativna dejavnika demokratizacije Slovenije prisotnost vseh bivšega režima in njihovih naslednikov z isto krvno skupino na odločilnih položajih moči ter velika razdeljenost naše družbe. Oba dejavnika sta vzajemno povezana, temeljna ovira za njuno odpravo pa je neustrezno moralno stanje v naši družbi. Demokratizacija je pogoj za razcvet slovenske družbe na vseh področjih, od gospodarskega, vključno z odprtjem novih delovnih mest, preko pravičnejših razmer za upokojence, do izboljšanja položaja slovenskih družin in mladih sploh. In nazadnje, če tudi ne kot zadnje, v tem zmaterializiranem svetu ni odveč poudariti, da se celostno razvit človek zaveda pomena ohranitve lastnega naroda. Zato se morajo Slovenke in Slovenci najprej roditi. Naj povzamem, brez moralne spremembe ne bo demokratizacije slovenske družbe, brez demokratizacije pa lahko pričakujemo zgolj nazadovanje na vseh področjih. Temeljni problemi v Sloveniji so moralni, zato so naši problemi tako težki. Vendar niso nepremagljivi. Z združenimi močmi smo jim lahko kos. Ker to verjamemo, smo danes tukaj. Hvala lepa za pozornost.